Lep pozdrav, sem skupaj, ki ste prišli. Veseli smo, da se je toliko zbralo. En lep pozdrav tudi gledalcem in gledalcem, ki nas spremljajo po neposrednem prenosu. To je večer, že 24. po vrsti, v okviru vse slovenske turneje revije Demokracija, na katerih predstavljamo avtorje raznih knjig in povabimo tudi kakšne zanimive goste, ki komentirajo aktualna politična ali pa družbena dogajanja, ki se ozrejo tudi v zgodovino nazaj. Nocoj so z nami, bom začel kar od leve, gospod Igor Omeza, avtor več knjig. Avtor več knjig, preučevalec predvsem zgodovine Udbe. Zraven njega je gospod Rado Bestir. Avtor knjige, o kateri bomo tudi danes govorili, Sporedni mehanizem, je precej težko jo že držim. In gospod Dejan Kaloh, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in kandidat za poslanca novega sklica Državnega zbora. Gospod Kaloh, glede na to, bi se še zahvalil mestnemu odboru SDS, da nas gosti v tej dvorani, pa bi povsem na kratko uvodoma vi spregovorili besedo dve. Ja, gospod Biščak, hvala lepa. Zdaj, jaz sem zelo vesel, da smo se še danes enkrat zbrali v tako velikem številu. Zdaj, mestni odbor Slovenske demokratske stranke tukaj v Mariboru je res, mislim, da drugi največji po številu članov. Tukaj pri nas domujejo res skleni demokrati iz tega mariborskega domicilnega področja. Jaz zdaj, ravno da danes sedim v tako etabliranem omizju, se pravi predstavljena gospoda, sta po moji oceni ena izmed najpomembnejših slovenskih publicistov te osamosvojitvene generacije, ker seveda v svojih res dobrih strokovnih delih odkrivata te stranpoti tranzicije, ki še vedno dejansko je v progresu, se pravi še vedno traja. Zdaj nekaj bo govora tudi sam, sem v prejšnjem poklicnem življenju, če se tako izrazim, bil novinar, tudi delno publicist, mislim, da kar s 3 razprodanimi knjigami, tako da danes mi je res izredna čast sedeti tukaj v tako eminentni družbi, tudi z spoštovanim voditeljem, gospodom Jožetom Biščakom, ki je tudi še en izmed izvrstnih slovenskih publicistov. Tako da, spoštovani člani Slovenske demokratske stranke, spoštovani sopotniki naše stranke in seveda tisti nekaj tudi taki, ki ste tukaj domačini prav iz Kamnice, dobrodošli na današnjem pogovornem večeru, kot se spodobi seveda za naš Štajerce, če malo se pošalim in karikiram, potem ob koncu knjižne predstavitve bo tudi v zadnji vrsti ena taka čisto mala pogostitev, ker se pač spodobi in ker so dejansko epidemiološki ukrepi v tem kontekstu ukinjeni. Tako da ste potem še vabljeni na kozarček rujne kapljice. Zaenkrat uvodoma toliko, želim vam lep večer in snidanje kasneje od predstavitve. Hvala lepa. Hvala, gospod Kaloh. Ko na začetku, to je predvsem vprašanje za gospoda Bezdera in bodo... Halo, jaz se slišam? Vse. Da razčistimo eno zadevo v zvezi z Udbo, ki jo poznamo pod različnim imeni Nakonsko službo državne varnosti. Vsaka država ima neko varnostno službo. V čem je pa razlika med varnostnimi tajnimi službami v totalitarnih državah ali pa v demokratičnih državah? Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Odgovor je dokaj preprost. Obveščevalne službe ali varnostne službe v demokratičnih državah ne spremljajo politikov ali ne spremljajo, kaj ljudje mislijo o politiki, ampak spremljajo kakšne teroriste, kakšen kriminal, rušenje nasilno ustavne ureditve. Tajna politična policija, recimo Udba, je bila pa tajna politična policija komunističnega vrha, namenjena temu,
da so ohranjali svojo oblast, se pravi, da so zalezovali domače in tuje nasprotnike, včasih celo umišljene, navidezne ali pa tudi prave, in so onemogočali delovanje, ki bi lahko ogrozilo enopartijski sistem prejšnjega režima. To je v bistvu temeljna razlika, se pravi, tajna politična policija komunističnega vrha jugoslovanskega, oziroma v Sloveniji slovenskega, ker je bila udba slovenska, pa del jugoslovanske udbe, je bila namenjena temu, da se ščiti obstoječi nedemokratični režim. Mogoče najprej hvala za povabilo, veselje in čast mi je, da sem lahko danes tukaj na tej naši pogovorni debati in vam seveda poslušalstvu želim čim bolj zanimiv in miselno stimulativen večer danes, pa ne preveč depresivan, ne? Čeprav bojo depresivne zgodbe. Jaz bi k temu, kar je Igor povedal, dodal zgolj to, da obveščevalna služba je institucionalno umeščena pod izvršno oblast v normalnem demokratičnem sistemu in je kontrolirana z strani zakonodajne oblasti. Se pravi, mi imamo predsednika vlade, ki zaupa naloge predsedniku obveščevalne službe, on mu je odgovoren, nadzor pa nad tem vrši posebno telo v državnem zboru, pa nas imamo KNOVS, v katerem ima celo potem večino opozicija, tako da imamo checks and balances. V primeru uprave državne varnosti in po letu 68 službe državne varnosti pa je ta služba odgovarjala pravzaprav zgolj šefu partije, se pravi politične stranke, politične formacije, bila je to izvzeta izven institucij, čeprav je bila znotraj Ministrstva za notranje zadeve, takratnega sekretariata, in seveda odgovarjala je partijskemu vrhu in ožjemu kolegiju. Naboj njenih nalog, pa kot je dejal Igor, je bil tak, kot se v totalitarizmu zagre, v prvi vrsti pregon političnih, ne pa institucionalnih državnih nasprotnikov. Tako da tisto, kar mi govorimo, je pač o neki esenci zla, ki se je imenovala služba državne varnosti in se zagrizla z neomejenimi pooblastili mimo institucionalne kontrole v vsa naša življenja in kot kasneje se je izkazalo tudi vse dimenzije življenja. Gospod Kalahor, vi ste tudi avtor dveh knjig, od Partije do Patrije, od Nagodeta do Janše, tudi vi ste trčali na nekdanjo tajno službo komunističnega režima, če lahko rečem. Seveda. Zdaj, če dopolnim Radota, ko imenjam KNOVS, kot so se spoštovani predsednik Janez Janša in kolega Žan Mahnič preselila v izvršilno vejo oblasti, sem jaz postal član KNOVS-a, tako da zelo dobro poznam to, da rečem, območje ta delokrog Sove že po samem zakonu. Res je, mi smo tudi zakonodajalec, ki jim pišemo zakon in vem, ko smo kdaj na Sovi, tudi jasno je, da apelira na to, da spremenimo na tem področju zakonodajo, ker enostavno zakonodaje marsikaj ne dopušča. In to je problem, ko gre za neke operativne naloge, imamo res zakonodajo na tem področju slabo in še ena prilika iz mojega delovnega miljeja, ko sem član preiskovalne komisije, kjer opozicija se pravi išče domnevna politična vmešavanja v delo policije, tam, verjeli ali ne, to je zadnjič odprl naš spoštovani minister Aleš Hojs, je gospoda Jakoba Demšarja, bivšega SD-ovca, vprašal, če je delal. Tam se je zelo tisti gospod Mrko nasmehnil, zdaj, se pravi, on tega ni, jasno zanikal celo več. V Dnevniku je celo povedal, da je sodeloval z SDV-om oziroma da je sam plasiral neke podatke še v prejšnjem režimu, se pravi, še vedno taki vedrijo in oblačijo sedaj v preiskovalnih komisijah, se pravi, Rudi Medved iz LMŠ ima za sodelovca nekoga, ki je bil, se pravi, neposredno v službi SDV oziroma je vsaj sodeloval z SDV-om. Tako da, gledajte, to se še vleče od tistih časov dalje, kar je dejansko nesprejemljivo. In zdaj, ko pa vidiš, ko se jim to očita, potem pa Medved vlaga ovadbe zaradi domnevnih žaljivih obdolžitev, kar je nonsens,
nonsensa, to seveda bo vse skupaj vodo padlo, ampak to nazorni primer, da še vedno te strukture, še vedno so celo v parlamentu. Tako da to je zelo zastrašujoče. Še besedo dve samo, tako kot si Jože dejal, tudi v teh dveh knjigah se vleče ta duh udbe, ker tudi počne fazi sam proces, v zadevi Patria veje po tistih udbaških časih, ko te dejansko posadijo na zatožno klop in obsodijo brez vsakršnih dokazov in do konca poteptajo vse človekove pravice. Tako da ta duh udbe je žal še vedno prisoten v Sloveniji. Gospod Pezdir, vi ste hotel nekaj še? Ja, jaz sem hotel še dograditi tole, ker ni problem samo v zakonodajni oblasti, tudi v izvršni oblasti je problem. Spomnite se Pahorjeve vlade, ko je bilo v kabinetu Franceta Križaniča, je bil sekretar Dragan Isajlović, ki je bil zadolžen za neko nedefinirano povezavo med bankami in malimi podjetji in za neko garancijsko shemo, ki se je končala v 800-milijonskem krahu. Vemo, da je bil krah za nas, davkoplačevalce, ki smo mogli to plačati, ampak dvomim, da je Isajlovića evom vam božal pa njegova ekipa. Gospod Kaloh je pomenil, da se strukture nekdanjih tajnih služb v nekdanjem totalitarnem režimu so še vedno prisotne v vsaj na deklarativni ravni demokratičnem režimu. Ravno o tem govori, gospod Pezdir, vaša knjiga o vzporednem mehanizmu. Kako ste sploh prišli do tega, da ste se lotili te knjige? Med tem časom boste iskali podatke, bi lahko namreč že 3-krat doktorirali. Ni doktor. Res je. Bilo nas je nekaj ekonomistov, ki smo začeli v začetku 2000 opozarjati, da slovenska zgodba o uspehu mogoče niti ni zgodba o uspehu, ker se izgrajuje neka nekonkurenčna, oligopolistična struktura z incestuozno povezavo med gospodarstvom, bankami in delom slovenske politike in da to korumpira slovenske institucije, da trg teče prav v neko nenavadno smer. In seveda, zgodilo se je, da je prišla velika kriza leta 2008 in Slovenija se kar ni mogla iz te krize na noben način pobrati. In nekdanji čudežni ekonomski primer Slovenije je postal popolni krah. Takega globokega padca bruto domačega proizvoda in toliko velike brezposelnosti, pa hkratne implozije podjetij, bank in javnih financ praktično ni zaznala nobena druga vzhodna in centralna evropska država, ki je prešla iz totalitarizma v nek normalen ekonomski tržni sistem. Moje vprašanje je bilo potem čisto raziskovalne narave. Kaj pa je razlog, da se je zgodba o uspehu tako slabo obnesla? Da so Poljaki začutili krizo, ampak šli čez. Enako Čehi, Madžari, Avstrijci niti dobro niso začutili. Kaj je bil naš problem? In moja prva misel je bila, gremo zdaj razumeti, kaj so omrežja. Mi vsi štekamo, da omrežja tam v zuni so, ampak dajmo poskusiti na nekak akademski, rigorozen, metodološki način določiti, kaj konstituira omrežja in kaj omrežja pomenijo. Ker moja osnovna hipoteza je bila, če kdo ovira slovenski razvoj, potem so to verjetno omrežja. Moja prispodoba v glavi je bila, da so ta omrežja kot fin pesek, ki ga v čudovito uro sipaš, urni mehanizem, vse dokler se urni mehanizem ne zaustavi, ne glede na to, koliko je to zgodba o uspehu, ura, ki jo imate v rokah. Iz tukaj naprej sem začel tipično ekonomsko analizo, lastniške strukture, poslovne povezave. In res se je začela identifikacija omrežij. Ko sem videl, da nekaj imamo v rokah, sem se začel premikati do začetka tranzicije. Rekel sem prejmo do leta 90, tam se bo verjetno rodilo primarno zlo v slovenskem ekonomskem sistemu preko postopka privatizacije. In bolj sem hodil proti letu 90, bolj mi je jasno postajalo nekaj. V vsakem omrežju, podjetju, ki velja kot omreženo podjetje, se pojavi neko tuje podjetje, bodi si kot lastnik, bodi si kot poslovni partner, ki pa je običajno
vezan na davčne oaze. In sploh ni tuje podjetje, ker posluje in ima lastniške udeležbe izključno slovenskih podjetij. Potem je bilo moje naslednje naravno vprašanje, ok, to verjetno se ni zgodilo leta 90, to se verjetno že prej zgodilo. Sam problem, ki sem ga pa imel, je pa, pred letom 90 težko najdete dostopne javne baze podatkov, da boste vse to skupaj. In prišel je en čisti priblisk, se je zdelo, da se je pizdeljo ekonomistov odtrgal in je šel udbovske arhive gledati. To je ti znameniti arhiv 1931 Republiški sekretariat za notranje zadeve. Ko sem prišel v arhiv, v resnici nisem vedel, kaj bom najdel, pa kako bom najdel. Vedel sem, da je tam ogromno enega materijala. In sem po posvetu z skrbnikom arhiva sem naročil dve tehnične enoti, 2136, naša podjetja v inozemstvu, pa 2137, akcija Udaril zemljo. Ko sem odprl naša podjetja v inozemstvu, na neki 10. strani, neki tacga, vidim že odgovor na moje prvo vprašanje, kdaj se je prvič pojavilo slovensko podjetje v davčni oazi. Sicer leta 1951, po naročilu partije, uprava državne varnosti, njen ekonomski oddelek, katerega načeloval Niko Kavčič, odpre podjetje Kolkomerc v Dus v Lichtensteinu. Drugo gradivo je bilo še bolj zanimivo, zaradi tega, ker je pokazalo, kako se to dela. To zgodbo bi rad povedal tako, kakšno minuto dlje, sogovornika ne mi oprostita, ampak sem sta navajena, da pač ni konca ne kraja, ker začnem jaz nabijati. Zato, ker govori o resnici ne samo o metodi dela vzporednega mehanizma, ampak o norosti sistema, v katerem smo živeli. In gre takole, ko je bil načelnik službe državne varnosti za Slovenijo Silvo Gorenc, je služba državne varnosti potrebovala helikopter pa tehnično opremo za prisluškovanje. Tedanja vlada, izvršni svet, je naredila proračun, ampak denarja za to je zmanjkalo. In enostavno ga ni bilo. Kaj so naredili? Partijski vrh pa izvršni vrh, se pravi vlada, sta dala ustno dovoljenje, da služba državne varnosti v Portorožu dvigne cigarete, jih v Italiji proda na črnem trgu mafijcom, potem pa preko obvoda Emoninga podjetja v Münchnu legalizira denar, pa kupi helikopter, pa kupi tehnične naprave. Zdaj prvič, to je pokazalo, kako vzporedni sistem deluje. Lahko imate institucije, prejšnji sistem je imel lastne institucije, pa je mimo njih delal preko ustnih dovoljenj. Kaj pomeni, to se je nadaljevalo, kot sem pol videl tudi tranzicijo, pa še kdaj se je nadaljevalo čez tranzicijo. Ampak drugo je pa nauk, pomislite, o čemu govorimo. Dajmo preslikati na danes. Direktor Sove Stušek reče ministru Širclu, mi bi potrebovali neko tehnično opremo za Sovo, da bomo lažje delovali. Šircel mu reče, sorry, stari, too late, ne more, nimamo te noter, v proračunu ne gre. Stušek reče, kaj zdaj? Pa mu Šircel reče, Portorožu so čiki, prodaj jih italijanskim mafijcom, pa kup Sovi opremo. Razumete, v njihovem sistemu je bilo to normalno. Če bi danes eni izrekel, da tako delujemo, lahko zavržgemo tisto Blesavo Ljubljano takoj. Ampak to je bilo v unmu sistemu normalno in ta njihova normalnost v resnici priča o absolutni nenormalnosti, če zmanjka denarja v proračunu in je najboljša ideja partije pa izvršnega sveta, da šverci čike. Hvala. Gospod Meza, gospod Pezir je zdaj povedal uvodno neko zgodbo splošno, po kateri je zdaj že, po kateri je povsem jasno, da je Udba bila neka prejšnji režim, ki je deloval kot neka kriminalna mafijska združba. Seveda obstajajo arhivi Udbe. Vi ste predvsej prsta po arhiv Udbe, tam ste tudi sodelovali z gospodom Pezdirjem.
Zanima me, koliko je še tega ostalo, kaj vas je presenetilo, a vas je kaj presenetilo to, da pač niso vse za sabo pobrisali, vemo, da so uničevali arhive? Večina dokumentacije udbovske je uničena. To uničevanje največji del se je zgodil, se je ukazal marca 90, se pravi en mesec pred prvimi povojnimi demokratičnimi volitvami, in se je uničevalo, zaradi dokumentov uničevanja sem najdel 16. maja. 16. maja je prisegla v parlamentu nova Demosova demokratična vlada in 17. maja nastopila svoje delo. Pri tem je zanimivo, da edini minister socialistične vlade, ki ni predal posla Demosovi vladi, je bil Tomaž Ertl, notranji minister. Enostavno je pustil prazno pisarno. Moram tukaj še poudariti, da so takrat že vojaki plenili orožje JLA tudi po policijskih postajah, ker so za skladišča teritorialne obrambe tudi po policijskih postajah in še celo tega ni povedal minister Bavčar. No, ko sta Janša in Bavčar to ugotovila, se to ustavlja, to plenjenje orožja, to mimogrede teritorialne obrambe. Skratka, uničevalo se je ogromno. Uničila se je večina. Zdaj, natančnega podatka, koliko se je uničilo, nimamo, ker ne vem natančno, koliko je vsega tega bilo. Ampak, kaj pa zanimivo, to, kar mene presenetilo, da sem lahko napisal 17 knjig že o slovenski tajni politični policiji. Ene so tudi malo širše, ne? Tudi o režimu nasploh, recimo knjiga o Janezu Stanovniku, ni pravzaprav knjiga o Udbi, ampak knjiga o takratnem režimu. Tako da, kaj mene presenetilo? Da sem sploh lahko napisal toliko knjig, ker če ti nimaš dokumentov, imaš lahko ogromne luknje med dokumenti, enostavno ne moreš sestaviti zgodbe. Ne veš, ne, ker ti manjka. Jaz ne rad špekuliram, kaj je pol mene presenetilo. Da so bile nekatere stvari skoraj 100% ohranjene, recimo tale knjiga, se je skupaj z Radotom napisala Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB. Tle so najdla, mislim, 10.000 strani dokumentov, kar je ogromno, ne? Da se lahko res pol se mogla selekcionirati, da se lahko spravila v knjigo, ki ima mislim, da okoli 300 ali 250 strani. Torej, zanimivo je to, da so nekatere stvari izjemno dobro ohranjene, nekatere so pa popolnoma uničene. Predvsem se je popolnoma uničevalo zadnja leta, se pravi, zadnja garnitura partijska je najbolj pospravila, kar je logično, ne? Ker starejši partijci niso bili več na oblasti, nekateri so že umrli in tako naprej, in tisti, ki so bili še na oblasti, in ni bilo to pomembno, da bi rekel, da počistijo za celotno obdobje. Jaz tako logično sklepam, ker je to obdobje izjemno počiščeno zadnja leta. Ne? Skratka, nekatere stvari so pa izjemno dobro ohranjene, nekatere pa sploh niso ohranjene. Tako da iz tega potem se da narediti nekaj bo pa zavedno ostalo, bi rekel. Kar je pa še mogoče dobiti, je pa, ko se bodo odprli udbovski, ko bomo prišli do arhivov Udbe v Beogradu, ker namreč slovenska Udba je ogromno pošiljala v Beograd, ker je bila vezana na Beograd, predvsem neke analize, pa neke splošne ocene, pa tudi posamične dokumente so pošiljali v Beograd, tako da če bomo tam enkrat to dubli iz Beograda, ker bi že mogli dobiti, pa je Cerarjeva vlada v pristopnih pogajanjih ni zaprla tega poglavja tako, da bi zahtevala to dokumentacijo, recimo originale v skenirani obliki, da se ta tehnologija preprosta, ne? Tako da je Cerarjeva vlada to zamudila. Zdaj, kako bomo zdaj mi naprej, jaz mislim, da ta zdajšnja vlada ima dobre odnose, kot jaz vem, z srbsko vlado, tako da bi mogoče na tej osnovi lahko prišli v naslednjem mandatu do teh arhivov beogradskih. S tem bi lahko precej zapolnili praznin v uničenem udbovskem arhivu v Sloveniji. Gospod Pezner, seveda Udba je bilo že prej omenjen, delovala brez vedenja in soglasja političnega vrha. Ne? Gospod Omerza je rekel, da so najbolj čista tole zadnjo obdobje, da so tukaj arhivi najbolj pomakljivi, kar je po svoje logično, kar je ta zadnja komunistična garnitura prešla tudi v nov sistem. Vi omenjate tudi nekatera konkretna imena, recimo pri zadevi Safti Adit in operaciji Merkur, se mi zdi. Katera imena so vam skočila od? No, če je že omenjena operacija Merkur, mislim, da je to ena fantastična zadeva. Je v prilogi knjige ta dokument in sicer to je dnevniški dokument Nika Kavčiča o temu, kako instalirati predsednika
Nove Ljubljanske banke v začetku 90-ih let, to je Marka Voljča. Ena izmed bolj presenetljivih stvari je, da nek šolan na terenu v praksi zverziran udbovc enostavno piše dnevnike o temu, kaj počne na institucionalen način, da to pretipkavati in potem velikemu obveščevalcu pač te dokumenti pobegnajo v knjigo Rada Pezdelja. To se mi zdi ena bolj nora zadeva, ampak ni to bistvo, ne. To je zanimivo, ne, ker prej sem opisal zgodbo o tem, kako se je švercal cigarete, zato da se je financirala služba državne varnosti in kako je bila ustna privolitev vrha partije in tegale, kaj že, izvršnega sveta, dovolj, da se nekaj naredi, tudi če to ni zakonsko regulirano, da se lahko dela. Ampak to vidimo tudi potem, ko nastane slovenska država ravno na operaciji Merkur. Zakaj nam reč gre? Ne? Gre na to, zato, da je Niko Kavčič prišel na idejo, ne, da bi bilo dobro, da postane direktor uprave Nove Ljubljanske banke Marko Voljč. In s to idejo je šel direktno do tedanjega predsednika Republike Slovenije, Milana Kučana, in potem popisuje dnevniško, kako sta se vse dogovorila, da je to dobra ideja, kako preparirati nadzorni svet Nove Ljubljanske banke, kako preparirati upravo Nove Ljubljanske banke, kako odjahati bivšega direktorja. Ne. Pri tem je pa še bolj pomembno, dogovorila sta se, da mora to potekati v tajnosti, mimo vedenja Drnovška in Arharja. In tukaj nastopi ta institucionalni problem, ki kaže, da je šlo za vzporedni mehanizem v čisto samostojni državi in je pravzaprav prvič izkazan in dokazan tak primer in še celo izpod peresa tistih, ki so to izvajali. Namreč, v čemu je hakalc, ne? Predsednik države po ustavi nikoli v tej državi ni imel ničesar s tem, kdo bo direktor uprave ene banke. Zdaj, ta banka je bila v državni lasti, torej skupščina banke je bila vlada in prvi v vladi, najbolj odgovoren, predsednik vlade Drnovšek. Se pravi, če bi on hotel zamenjavo na vrhu Nove Ljubljanske banke, potem bi on sklical vlado kot skupščino in predlagal zamenjavo. Ampak ne, Milan Kučan in Niko Kavčič sta se dogovorila, da gre to mimo Drnovška. Drugi, ki bi lahko imel problem s tem, z direktorjem uprave Nove Ljubljanske banke in vplival na to, kdo bo na vrhu te banke, je seveda guverner Banke Slovenije, takrat je bil to France Arhar. On bi lahko rekel, ta ni več za fit and proper, pač ta ne bo več dobil licence, gremo ga zamenjati. Ampak tudi njega sta zavestno zaobšla. Noto je vloga, naprimer, kako je Mitja Gaspari igral za njiju. Kaj vam seveda kaže, ne, da imamo spet sistem nekih ustnih privolitev, ki tečejo mimo celotnega institucionalnega sistema. In zdaj, zakaj je bilo to dejansko pomembno, kdo je bil direktor Nove Ljubljanske banke? Ker se je izkazalo, da je ta banka glavni vzvod za futranje omrežij, ki so nastala na presečni množici rdečih direktorjev, nekdanjih visokih uslužbencev službe državne varnosti in nekdanjega vrha partije. In ki se je rolala toliko časa, dokler nas ni na koncu stala 5 milijard v drugi sanaciji bančnega sistema. Hvala. Gospod Pezdir, omenili ste, da še v samostojni Sloveniji teče ta sporedni mehanizem mimo uradnih institucij. Ne. Preden dam jaz besedo gospodu Kalohu, bi sem nekaj povedal v zvezi s tem. Namreč, še en primer tega je naslednji. 7. januarja letos je menil natančno 30 let, odkar je Hasan Čengić, visok bosanski funkcionar in trgovec z orožjem obiskal Milana Kučana zaradi orožja, ki bi ga dali posli. On ni prišel
do vlade ali minister za obrambo, ki bi takrat Janez Janša bil, ki bi bil oblaščen za to, ampak je šel Milano Kučan. Janez Janša ga 4 mesece kasneje ni želel sprejeti, ker ni imel uradnih pooblastil. Ampak zadeva je vseeno stekla in se končala z znamenitim zasegom orožja na mariborskem letališču leta 1993. Leta 1993 se je pa še nekaj zgodilo, kar se je pokazalo, kako je partija zdaj preoblečena v demokracijo občutljiva na vse, kdor se dotakne njenega vzporednega mehanizma oziroma vzporedne ekonomije. Leta 1993 namreč Janez Janša v začetku aprila za nacionalni radio, se mi zdi, izjavil v zvezi s vprašanjem glede volitev in denarja nekdanje Udbe, da se s tem denarjem da kupiti volitve. Prišlo je odkritje orožja na mariborskem letališču. Čez 2 meseca je globoka država, bom rekel, sporednemu mehanizmu globoka država, poklicala nekdanja agenta Kosa Radojčiča, da je prišel v Ljubljano z namenom, da se stavi načrt za politični umor in diskreditacijo Janeza Janše, kar se je potem zgodilo v DPLAS. To je bil en primer. Drugi primer konstrukta je bil pa Patria. Ja, Jože, zelo dobra istočnica. Še najprej samo, da ne bo zraka obveselo, preko spoštovane gospodu Merza, če bo naslednja vlada potem tudi desno-sredinska v kontekstu sodelovanja z pridobitvijo beograjskega odvaškega arhiva. Temu bo tako. Naša vlada bo tudi po aprilu 2022 nadaljevala, tako da sem 100% v to, kaj se dotiče zdaj istočnice gospoda Biščaka. Zdaj tam sicer ni bil službenec Kosa, ampak je zanimiva besedna igra, je pa bil en drugi Kos, namreč gospod po imenu Drago Kos, ne. On je takrat to zadevo izvozil na Finsko, ne, jaz sem takrat zelo kot novinar to spremljal, tudi takrat urejal en portal, ki sem ga sam ustanovil Politik, ki so že tudi kolumne pisal za demokracijo. Ta tema me zelo zanimala, no, kako ta mehanizem izvoza, ne, blatenje, sramotenje oziroma diskreditacije v tujino, češ, da bo večji odziv, večji bok, ne, to so bili res specialisti za to, ampak potem, ko se ta zadeva začela potem rolati, ne, najprej seveda z obtožnim predlogom, seveda skonstruiranim, ne, vsi se spomnimo tiste tožilske krilatice, ne, v neznanem času, na neznanem kraju, na neznan način, gledajte, če ga na ta način začne procesirati, res vprašaš, kje živiš, ne, in kasneje, seveda, so bile tudi politične implikacije, ne. Slovenska demokratska stranka po izvrstnem, ne, celem mandatu 2004-2008, ne, se pravi, od vložitev obtožnega predloga do vse kalvarije, ki jo je Janez Janša, Ivan Crnković doživel potem, ne, od te sodnice Barbare Klajnšič, mi zdi, da je bila do pritožb na višje sodišče, do vrhovnega sodišča, do epiloga na ustavnem sodišču leta 2015, se pravi, ko je ustavno sodišče videlo to res gnusno teptanje človekovih pravic, takrat so razveljavili tiste krivične sodbe, ne, rednega sodstva. In kaj se je vmes zgodilo? Vmes so pa bile volitve 2011, 2014 in če se ga vpraša, ne, če so nam s tem ukradli zmago na volitvah, kaj seveda so nam, ne, če so vmes še predsednika, še jaz pa spoštovani moj podpredsednik Šabeder, pa večina med vas je našega predsednika takrat junija 2014 spremljala na dob, ne, seveda so nam ukradli volitev opozicijskega politika, zaprete možno samo še, ne, zdaj aktualna zadeva z Rusijo, se pravi Navalnega, ne, samo, ne, take države se to privoščen Slovenija, ne, kot neka kontinuiteta, tako kot sta govorila spoštovana sogovornika, se to brezsramno, brezkompromisno dovoli. In potem, ko so predsednika, seveda, 2015 ustavno sodišče, ne, razveljavljali tiste krivične sodbe, seveda 2018 je pa seveda Slovenska demokratska stranka zmagala. Ta njihova amunicija, ne, v tem smislu izvoza teh skonstruiranih zgodb se je nekako izpela. Tudi v tem kontekstu so vedno prilimali zraven, ne, nove obraze 2011 Jankovića, 2014 Cerarja, ne,
Zdaj so probali, zdaj ste spremljali, ne, tudi isto za lase privlečeno zgodbo, ne, z počitnikovanjem, z nekimi domnevnimi zdravstvenimi dobavitli, oziroma dobavitli zdravstva, ne, tudi zdaj pred dnevi, ne, kaj seveda v tem nič ni bilo spornega, ne, da bi se v tem kontekstu kršila kakšna ta protikorupcijska zakonodaja, se pravi zdaj tega, ne, Nina Štajrečkem rečemo, ne, Taubija, ne, se pravi tega Roberta Goloba so ga inštalirali, ne, pod novi obraz, ampak nima pa zdaj neke tu zgodbe, ki bi imela tako rušilno moč, ki je takrat imela zadeva Patrik, ki se je res rolala, ne, od leta 2008, ne, ko je Post prvič na Finsko, vse do leta 2015, pravi celih 7 let in je res imela tu res veliko škodo naredila slovenski demokraciji, tudi naši slovenski demokratski stranki, v kateri sem že osebno skoraj 20 let z svojimi sodelavci tukaj v Mariboru, tako da, če se pa vrne potem Jože k isti istočnic, zdaj slovenska demokratska stranka je res postala taka močna politična sila, da ni več skoraj, bi rekel, nekaj bojazni, da nas bi neke take aferice, pasje bombice, ne, kakorkoli, ne, tukaj zamajalo to vero klenih Slovencev v to našo demokratično politično silo, da spet ne bilo veličastne zmage čez 2 meseca. Zdaj, kaj se pa tiče same knjige, od Nagodeta do Janše, seveda to šlo za kroniko tega novodobnega montiranega procesa, jaz tudi kot novinar, ne, sem na večjih narokih tam sedel in potem jaz tudi pravim, tudi v politiki obstaja karma, ne, takrat je bil PR-ovec, ne, sodišča en Grega Strojin, ne, ki je potem pod Katičevo postal državni sekretar. In mene kot novinarja, ne, ko sem jaz poročal iz dvorane, je tam tako vehementno, ne, se vidi, da je tipični, bi rekel, ne, ponosni naslednik, ne, ZK-ja, ja, novinar, kaj vi zdaj to nekaj messengerate, ven iz razvorne, to je dovoljeno, vi kršite sodni red, ne vem kaj, sem ga samo tam prizemljil, sem rekel, kaj, mi smo zdaj samostojni Slovenija, smo še vedno, ne, tisti zatoplih prostorih, ko se je Nagodeto sodilo, ne, samo belo pogledal, in kako se je pol karma vrnila, Dejan Kaloh postane leta 2018 poslanec, Gregor Strin državni sekretar in seveda jaz kot član odbora za pravosodje. Pol pa smo sicer dostojanstveno, ne, vedno vsako kar znova, ne, pač nekako povedal, da za demokracije, da niso več različni za topli časi, tako da vse se vrača, vse se plača, tudi v teh zadevah, tako da samo neustrašno, brez nekih, kako bi rekel, zadržkov širiti to našo poslanstvo in še samo to, da ne bom predal. Ravno v letu 2014, ko so nam predsednika zaprli, smo tudi hišno preiskavo, ne, tudi soproga se spomni, ne, imela smo punčka 1 leto dni staro, jaz sem pač na portalu objavil en dokument, eno, ne, finančno preiskavo našega predsednika, seveda takoj je padla komanda za hišno preiskavo pri novinarju Kalohu, ne, o 6 zjutraj so prišli 6 uniformirancev, najna punčka leto dni stara samo gledala one može postave, da tako rečem, ko so prirobantli v stanovanje. In kaj se bolj zgodi v epilogu? Šlo je samo za akt zastraševanja, ne, in nekaj treniranja discipline. Ne. Zakaj? Pol se je izkazalo, da tisti dokument, ki sem jaz objavil, sploh ni bil avtentičen, ne, bil neki prepis nečesa in potem, pazite, ena tožilka odredi oziroma zahteva, hišna preiskava, preiskovalna sodnica to odobri, druga tožilka pa potem se skupaj zavrne, ker bojda ni seveda dobenih dokazov. Glejte, ampak vmes pa ima človek dejansko leto dni moralno, tudi takšno in drugačno škodo, ne, pa pravi, moj primer je minoren s tem, kaj se dogajalo tu recimo spoštovanemu predsedniku SDS Janezu Janšu, pa ne vem, našemu političnemu sopotniku, tudi štajerske Emilija Francu Kamnerju, tako da res, bi rekel, dokaj dobro dokumentirana, zelo precizno dokumentirana ta sodna odisejada tega procesa, ki pa kot rečeno se potem končala z padcem vseh krivičnih sodb. Gospod Kaloh je govoril o aktu zastraševanja, ki je deležen kot publicist in kot novinar. Gospod Omerza in gospod Pezdir, kakšne so pa vaše izkušnje oziroma odmevi na vajno delo, na vajno veliko število knjig, ki so za nekatere ljudi precej tudi kočljive? Ste vi, da bila deležna kakšnih, ne vem, prijateljskih nasvetov ali pa celo groženj? Jaz nisem bil deležen groženj, pač pa sem imel 3
pravosodne postopke, 2 sta prišla na sodišče, enega je tožilec umaknil. In ko smo prišli na narok, sem jaz prinesel vso dokumentacijo in sta oba, tista, ki sta me tožila, da sem jih razkrinkal nepošteno ali pa neresnično kot sodelavca tajne politične policije, sta odstopila od pregona. Tako da sem vse te sodne postopke pravzaprav takoj že na samem začetku zmagal, zato ker jaz pišem dejansko na osnovi dokumentacije. Če nekaj ljudem ni všeč, ker piše dokumentacije, ne tožijo Udbo, če še lahko ne more več. So še živi ljudje, ki so tam delovali in na njih, če piše, jaz nisem teh dokumentov pisal. Ko sem jaz objavil, da je bil Jože Pirjevc, objavil sem dokument, kjer Udba pravi, da je bil Jože Pirjevc agent italijanske tajne politične, Digosa, italijanske policije politične, ki si zanimala ista kot Udba, ampak je bila vseeno tajna policija, je on hotel mene tožiti, ampak ni imel osnove, ker sem jaz objavil dokument in sem samo rekel, da me čudi to, nič drugega nisem rekel, da me čudi, kaj piše v dokumentu. Jaz nisem ničesar potenciral tega. In seveda to je bilo za njega boleče, ker je prišlo to na dan in je razmišljal, je šel na detektor laži, ne vem, kaj se je počenil. Seveda, detektor laži, ki ni bil neka uradna institucija, ampak nek privatni detektiv, Potem je imel tiskovno konferenco, da je to poročal, da je bilo vse v redu, je spet povabil izbrane novinare, Reporter takratni, pa Demokracija niso bili povabljeni, tako da je vse na ta način skušal zapakirati. Ampak jaz sem rekel, če jaz sem odgovarjal njemu, če on misli, ni prav, potem ne najde tiste, ki so napisani, kdo je ta dokument ustvaril. Pa naj proba te dobiti, če so že živi, pa naj njih toži, da so neresnično pisali njemu. Jaz drugače ne morem. Jaz ne morem zdaj dokumente objavljati, pa se spraševati. Seveda lahko so dokumenti potvorjeni, dezinformacije, ampak jaz vedno, to ni edini dokument, ki piše v tem, recimo v Pirjevcu. Jih je še več, jaz sem samo 2 objavil, pa jih bom še objavil. Pač nisem hotel zdaj delati, ker bi to sam sporedna zadeva v knjigi o Borisu Pahorju, kako je Udba zavezovala Borisa Pahorja. In skratka, tako se te stvari pri meni končale, ker ima dejansko vse fundirano. Hočem to reči, če ti imaš več dokumentov in če ti vidiš logiko delovanja Udbe, potem zelo hitro ugotoviš, a so nekateri dokumenti dezinformacije. Ponovno tudi Udba prav, da nekateri dokumente, ko so delali okolo osamosvojitve Vadema, so rekli, to so dokumenti za dezinformacije. Oni so v tem mojstri, to pa je pa treba jim priznati. V dezinformacijah so bili pa, rekel, pravi vele mojstri, kako so oni uspeli z dezinformacijam oblatiti ljudi. Ampak, gospod Medved, kljub temu, da ste vi z dokumenti vse dokazali, bi človek pričakoval, da ti ljudje, ko bodo videli te dokumente, da se jim bo malo obudil spomina, Značilnost za vse te bivše visoke partijske funkcionarje in tudi udbovce je pa značilna množična pa spomina. Gorence ne spomnila nič, Zemljarice ne spomnila nič, Udba je bila humanitarna in dobrodelna organizacija. Glejte, pri mojih knjigah je ne v celoti, ampak velik del gre za neko zaroto molka, da tako rečem. In nekateri pač v tem sploh, ker problem je v tem, ker ne morejo oporekati. Če bi oni lahko oporekali, da nekaj ni res, potem bi bilo lažje. Nikoli nisem, nasplošno sem kritiziral, zakaj to pogrevam, zakaj to zdaj tega treba in tako naprej. Ampak nikoli pa ni nihče dal konkretno kritiko, razen teh, ki so pač šli na sodišče, pa so pogrnili, da tako rečem. Nikoli, ker je zelo težko, če jaz dokumentiram stvari, pa povezujem z nekim tekstom, spravim to v nek širši kontekst sicer, jaz iščem predvsem zgodbo, jaz nisem zgodovinar, jaz iščem zgodbo, ki so tragične zgodbe, veste, ugrabitve, umori, bombni atentati, velike tega, to so tragične, ampak zanimive zgodbe, ljudje imajo radi te zgodbe, žal, nihče ne bere Dantejevega raja, vsi bere Dantejev pekel, veste, te zgodbe, tragične zgodbe so tiste, ki zanimajo in ki pritegnejo. In danes, ker je to že mimo, so v bistvu zanimive. In jaz sem imel, če sem imel
nikoli praktično nisem enega kritičnega, prave kritike, v tem smislu, da je šel nekdo kritizirati vsebino knjige. Imel sem pavšalne sodbe, pa pavšalno zavračanje tega, ali pa sodne postopke. Tako da verjetno zaradi tega, in večinoma pa te ljudje so tiho, ne, in mislijo, šlo to mimo in pač bo vse tako, kakor je bilo. Ampak ne glede na to, da so to tragične, žalostne zgodbe, kaj je počela nekdanja tajna policija, so vendarle del zgodovine, ki bi jo vendarle morali dobro poznati in bi resnica morala priti na dan. Zdaj pa gospod Kazder... Ne sem nekaj, ja. So več bej Gorencev navili, kot visokega udbovskega, 106 zvezdne udbe, pa 6 slovenske udbe. In on je v bistvu edini udbovc, vsi ostali, glavni so šli malo v ekonomijo, pa v ozadja. On je pa dejansko v Združeni listi, ne, kako se tega imenovala, je on dejansko bil zelo, rekel, nastopil na konferencah in tako naprej. Je bil politično aktiven in to javno, ni se skril. Ne. In pogledajte, on ve, kje je grob, recimo, jaz sem napisal knjigo o Kliči U za umor, se pravi Kliči Udbo za umor, kjer je opisujem ugrabitev in umor hrvaškega študenta, ki so ga ugrabili v Salzburgu, naši so ga udbovci prebrali v Ljubljani, tle zginil. In družina išče njegovo truplo, da bi ga pokopali. Se veste, vsak ima pravico do pogreba, pa tudi če sovražnik ali pa če tudi, ne vem, zver in tako naprej. In njegova družina dol iz Bosne in Hercegovine, hrvaškega dela, Herceg Bosne, ne, so bili tle v Ljubljani, skušali dobiti podatke in Gorenc zve, kje je ta človek pokopan. In ne bo nikoli povedal. To je žalostno, ne? Da ni toliko človeka in moralnega v njemu, da bi lahko družina prišla do ostankov njegovih. Čeprav on to dobro ve, ker ko so njega umorili v Ljubljani, verjetno v Ljubljani, ker je ostala tle dokumentacija o njemu, če bi ga odpeljali v Bosno ali kam drugam, bi dokumentacijo sabo peljali. On je verjetno umorjen v Ljubljani. In ne pove, ne. In to je res zavrženo dejanje. Zdaj, še vi ste videli kakšne prijateljske nasvete, da tega ne počnete, kakšne grožnje že? Ja, to vprašanje se mi itak skozi vse cajt rola, ne? In se čudiš, da ni do česa že prišlo? Mislim, tako kot Igor rekel, ne, me tožijo, pol tožijo lastne dokumente, jaz bi rad videl ta joke na sodišču, razumeš, ne? Da pač me Zemljevič tož, pa je čem rej stavil to stik podpisal, kva ne je, da koga ti toži, Kaj je dal vprašanje doskrat, ne? Včeraj je bil v muzeju, sem bolj začel malo razmišljati, če imam kakšno anekdoto na to zgodbo, da malo tako razbijam vzdušje, malo popestrim. In sem se dejansko spomnil enega sranja take vrste. In navte verjel v tem sranju te vrste nastopa sam Milan Kučan. Sicer zgodba je bila taka, z Igorjem sva delala Kazino Portoroško, je fascinantna zgodba o tem, kako sodeluje Slovenska služba državne varnosti pa italijanska združba organiziranega kriminala Mala del Brenta kot poganjk sicilijanske mafije. In jaz sem temu pisal in seveda tam noter je bilo tudi napisano, kakšna je bila struktura odločanja, da je služba državne varnosti bila v tej konstelaciji in to je pač načelnik, ki je bil večino časa tega denarnega krogotoka med mafijo in SDV, Ivan Eržen, ki je bil sošolec od Milana Kučana in seveda takrat, ko je bil Milan Kučan predsednik CKZKS, je bil po svoji definiciji tudi pod njem, to je moral Milan Kučan pač bil tisti, ki je bil z svojo zgodbo seznanjen in ki jo je tudi usmeril. Na kaj je Milan Kučan pisal pismo bralcev, v katerem je tudi zanimiv, napovedal, da me bo tožil. In ko sem jaz to videl, me je bilo to carsko, stari tožil me boš. Veste, kaj sem naredil? Bum, članek 6 strani, sami dokumenti, ti už mene tožil, evo tožme, briga me, jebe si mi. No, in potem od tega nič ni bilo več. Po naslednjič, ko se je pritožval neskončno dolg, je bil Janez Kocijančič. On je isto opisal besna pisma bralcev, bolj sem v dokumente delal, bolj je bil joke, ker je on
pisal še pismo bralcu, jaz pa nisem mogel več dopovedati, pa kaj naj ti rečem, 5krat sem ti že isti dokument objavil, koji ti tri pikce, razumeš, ali nekaj se dopisvati z mano, ali pa preberi idiot, kva kle noter piše. Evo, to sta bolj anekdotno. Glede na to, da je v tej knjigi veliko govor o ekonomiji pa financah, bom še jaz, pa mogoče bo kdo komentiral to. In ko ste glih, gospod Bezdir, imel Kučane 3 leta nazaj v Dražgošah na eno vprašanje mi je o nekem kreditu odgovoril, da tega ne more komentirati, ker se ona finance ne spozna. Njemu se najbolj ni bilo treba kaj dosti poznati, ali je pa imel tako urejene finance. Glede na odkrite dokumente, pa ga treba na novo sprašovati. No, ne? Najprej, če pozna podjetje Adit, v kateremu je on dopis pisal. Adit je bil slavnato podjetje Slovenske partije in je bil vzvod za izvoz družbenega kapitala leta 90 v Švico. In ta kapital se je pol vrnil kot zasebni kapital v privatizacijo in zacementiral pozicije v gospodarstvu, na katerih so zrasla omrežja, ki so razsula Slovenijo. To je prvo. To drugo, imamo pa fantastičen dokument, ki ga je napisal sam visoki uslužbenec državne varnosti Niko Kavčič, operacijo Merkur, kako je on inštaliral predsednika uprave Nove Ljubljanske banke mimo ustave in zakonodaje v neodvisni demokratični Sloveniji. Čas za nova vprašanja, kva ne rečem, ne? Da mu ga dopis pokaže, stavi tosti pisal si, da je ta vzvod, ki je denar izvozil, pobral družbeno premoženje, takrat, ker je bilo najbolj potrebno, pa ga pol uvozil za privatne interese prerastcev iz omrežij. O kakšnih vsotah pa govorimo? Ja, tukaj mi teh vsot nimamo, ne? No, delam še iz Mariboja, imam poskusil tentata, da se slim, ketvam se, dobro si sodelovala v tej zgodbi. Igor lahko razloži, mogoče bolj natančno, o Kazinoju Portorož, ko smo dejansko identificirali, kakšni zneski grejo ven, pa tako je to tekal, ne? Ampak mi nimamo celotnih zneskov, da bi to zgodbo sestavili. In po mojem prepričanju ni bistveno, da so zneski, bistveno je, da obstaja vedno en vzvod, ki omogoča prolongacijo pozicij centrov moči. Se pravi, oni so 90-ga pred padcem Berlinskega zidu imeli celoten usporeden sistem vzpostavljen na način, da so lahko družbeno premoženje ven potegnili, ga zakamuflirali, vrnili v privatizacijo, v medijski sektor, zdravstveni sektor, bančni sektor in na novo vzpostavili svojo moč. Rabili so 2 leti za to, ampak so. Ja, gospod Benzer, bi bilo zanimivo slišati na kratko to zgodbo Kazino Portorož. Jaz sem tudi v 90 letih tiskal grob tistega Aldo Fanil je bil, ne? Ja, jaz sem bil en teden po pogrebu, je bilo to krož gor še, da se sploh ni videl napisa. Vse anekdota je to, da sva pol z Igorjem iskala isti grob, ker smo mogla dokazati v arhivu, da je res umrl. S tem, da ga je Igor pol najdu dejansko grob, pa smo se pa spomnila, da je sti pisal. Ja, ampak kar grob res dokazuje, da je on noter. Ja, je bilo okej. A gospod Merza, ta Kazino Portorož. Gor je letnica, to je dovolj za arhiv, ne. Čeprav on je bil več imen, ne, ampak umrl kot Aldo Fanel, bil pa Čičereli, ne vem, cel kup imeni imel, ampak dobro. On je bil italijanski mafijc, ki je tukaj bil varovan od Udbe, ker v Italiji bi ga aretirali, ne, njega so v Portorožu varovali, kogarkoli. Bila je posojilna služba, ki je izkupiček, vodila ga je mafija. In v bistvu ta Aldo Fanelli. In potem so pa posojali denar in potem so pa, predvsem so bili italijanski igralci, potem so od njih v Italiji dobili nazaj vrnen denar in pa seveda strašno visoke obresti so bile na to. In ta denar se je potem stekal
Udba je od tega nekaj vzela, ne, se pravi, sodelovali z mafijo italijansko in nekaj tega je šlo na Udbi in to se je potem stekalo na račun v Luganu, nekaj v bistvu panamske firme, ki je bil on v bistvu lastnik oziroma upravitelj je bil Aldo Fanelli, čeprav ni mogel Italijo. In Udbovci so tja hodili, od leta 80-90 so tja hodili Ivan Eržen, načelnik, ne, potem pomočnik Peter Tepeš, to so vse znani igralci iz afere JBTZ, in potem še Matjaž Uršič, pa šef koprske Udbe. Pa imeli so sabo spremljevalke za krinko, bile so tudi verjetno ljubice njihove, za krinko so jih imeli, ena od njih je tudi Katja Smodiš, Ksenija Smodiš je pa tudi podpisovala stvari pod lažnim imenom. Se pravi, oni so verjetno, ne vem natančno kaj, ampak oni so verjetno zapirali račune udbovske in so nekam to prenašali. Ni čudno, da je danes Ivan Eržen, samo to vemo v njemu v Švici in se ukvarja z energetiko. Ne? In kje je ta denar? Ne? To je šlo dejansko za 100 milijonov, če govorimo še o Hitu zraven, ki bo še veliko večja igralnica kot Portoroška, potem bo par 100 milijonov evrov, današnjega denarja govorim, evrov, ne? In to je ponikljeno. Niti en evro, oziroma takrat dolar ali marka ali karkoli je že bila valuta, ni prišla v slovenski proračun, ki smo ga takrat leta 90, ko smo se osvojali, krvavo rabili devize. Ne? Niti ena ni prišla iz teh računov. In to se vse, in z tega se verjetno napaja, verjetno, zdaj težko to ugotavljati, ne? Nekaj tega je uspel v svoji knjigi ugotoviti Rado, ampak veliko tega bo verjetno ostalo zavedno neznano. Zakaj tudi to? To je neverjetno. Mi da so to zvedeli še pred par leti, zato ker zdaj govorim, te transakcije, ker je umrl kriminalist Bojan Popevšek, ki je to vodil, to mu je Bavčar naročil, da je to razišče. In je on umrl par leti in je njegova žena dala te dokumente. Tako da imamo njegovo originalno dokumentacijo, ki je sicer ravno na eni knjigi že objavil, ampak je večino stvari počrnil, recimo imena. Zato mi lahko zdaj govorimo tudi o imenih, prej sem jih omenil nekaj, ne. In to je, in kaj? On je pokazal, kdo so bili tisti, ki so to hodili, zaključevali, počenjali nekaj s temi računi, ne? In nihče od teh ni bil nikoli niti zaslišan v Sloveniji. To je neverjetno. To je neverjetno, ne? V takih vsotah, ker govorimo 100 milijonov današnjih evrov, ni bil nihče niti zaslišan od teh, ki sem jih omenil prej, ta imena. In seveda, danes je to vse zastaralo, ne? To je končana zgodba, kdo bo zdaj to raziskoval v tujini in tako naprej, nimaš več niti možnosti pravno bi nekaj zahteval, recimo od Švice in tako naprej, ker je vse pravno zastaralo. To je v bistvu tragično. Videli smo, kako je nekdanja Udba sodelovala z mafijo, s klasičnimi kriminalci. Zdaj pa, če preskočimo v današnji čas, pa gospod Pezdir, se zdi, da ta vzporedni mehanizem sodeluje s teroristi. Vi opisujete v prvem poglavju primer pranja iranskega denarja. Kot smo danes že zdebatirali zadevo, je ena izmed lastnosti vzporednega mehanizma, da se v njem odločitve sprejemajo na vzporeden neinstitucionaliziran način, čeprav to sprejemajo ljudje, ki zasedajo vrhove institucij. Na primeru operacije Merkur je to že lepo pokazano, da tako deluje. Zdaj, primer iranskega pranja denarja je seveda nekaj takega, kar po sami logiki delovanja bančnega sistema več ni mogoče pojasniti ne z zakonodajo, ne z bančno regulacijo, niti z internimi predpisi v banki. To je bilo vse skupaj mimo sistema. Tudi ko so se podpisovali recimo novi ukrepi, da se prilivno provizijo oprosti Irancu, ki je imel podjetje na britanskih Deviških otokih, česar nikoli ni bila deležna ne Petrol, ne Telekom, ne večji mednarodni plačniki. Pod sklepom uprave banke so podpisani neznani ljudje. Nihče ni podpisan v svojemu imenu, nekdo od drugih je podpisal, na banki so vedno deponirani podpisi, to veste, če ste kredit vzeli
na banki teh podpisov ni. Na banki so tisti, ki so te transakcije beležali, naredili par uporov in pojasnili, da to je pa ravno tisto, kar ste nam rekli, da ne delate, da ne delamo, pa moramo delati. Na banki so potvorjeno poslovno dokumentacijo od Irancov jemali kot pravo poslovno dokumentacijo. Ko so prihajali iz ameriških bank reklamacije, so usmerjali Irance, da ustanovijo nova podjetja, pa jih s tem nakazujejo denar, zato da bi Američanom zameglili sledi. Nič v temu ni bilo regularno, ampak to ni najhujš od vsega. Ne? Zadeva se nadaljuje popolnoma neslutene razmere, ko ugotovite, ne? Da prvič naša država ne ugotovi, da je karkoli narobe. Tuje partnerske agencije morajo začeti pošiljati najrazličnejše dopise, kaj se v vaši državi dogaja, da prihaja nekontrolirana količina neznanega denarja, ki se začne zlivati v zelo nepričakovane konce in kraje. Potem, ko pride embargo lista, na kateri postane jasno, da ves denar prihaja iz 2 iranskih bank, ki sta znani kot podpornice financiranja iranskega terorizma in proliferacije, pa nas tečejo še vedno transakcije, razumete? Julija vam svet EU reče konc je, decembra pa vi še vedno krfujate te transakcije. Nikome ništa. Policija začne preiskovati ta primer, sestajajo se z uradom za preprečevanje pranja denarja, ker tako vse čas ne ve, kaj bi zdaj s tem počel in ne izkoristi ambenega institucionalnega vzvoda, da bi to zaključil. Se sestajajo, medtem pa Iranc hodi po Ljubljani in odpira v NLB-ju nove račune. In vprašamo, komisija preiskovalna vpraša danega direktorja generalne policijske uprave Janka Gorška, kako komentirate, da med tem, ker je že 3 mesece človek na blokadi, ker je jasno, da ne sme jeti transakcija čez, ko vi to že preiskujete, on hodi po NLB-ju in odpira račune. Janko Goršek reče, da ga je to prehitel. Ja, jebi ga, pa ne mu zdaj reče. Kaj ti to zdaj za eno sranje? Kaj ti delaš, kaj te je prehitel? A ne ti verjamem, da ti je prehitel? Fak jaz ti ne verjamem, da ti je prehitel. Ampak to še vedno ni konc vsega tega. Naprimer, mi to preiskujemo, policija to preiskuje, čeprav preiskavo prikrije pred tožilstvom, pa bi mogla tožilstvo obvezno obvestiti, tega ne naredi. Ampak med tem, ko to preiskuje, ne vem, kako to preiskuje, ker pa ste niso dvignali niti svojih guzic, da bi se premaknili do NLB in tam vprašali, kako zgleda ta Iranc, a iz kom prišel, kdo ga je sem povabil, kdo je ta Iranc. Če vam bo zdaj kolo ali pa motor ukradili, boste poklicali policijo. Policist bo prišel pa zapisnik naredil. Tam je šla pa milijarda plus čez, pa policija se jim ni zdel, da bi šla zapisnik narediti, kaj se dogaja. Si zamišljate to, vsak policist, ki pride tamle iz policijske šole, točno ve, kva mora narediti, Klemben ni vedel, kriminalisti niso vedeli. In potem seveda se je to iznihal, 2012 je to zginal, 2017 po čistem naključju to komisija najde, naključje je bilo ekstremno, ker smo to najdeli, nismo razumeli, kaj to je, ker je bilo 0 res za milijardo, pa nikoli nismo slišali, da bi se kaj takega zgodil. In je bil čisti šok. No in potem se je ta primer spet odprl in v koordinaciji NPU-ja in tožilstva tudi zaključil z epohalno ugotovitvijo, da so bile to normalne poslovne transakcije, ki so seveda imele namen nakazila Superman, Ana Karenina, etc. To nam kaže, da ta sistem tle ne deluje, ali pa deluje preko sporednega mehanizma. Karkoli se odločimo, da je navadno sranje, ki ga je treba zaključiti. Tako naprej ne moremo več jeti. Ne moremo imeti tožilca, ki je javno obelodano, da so vse to regularne transakcije. Ker naslednja zgodba je, da pač zdaj ruske banke, ki so pod embargom, pridajo pa rečejo, saj sta vaša NPU pa tožilstvo legalizirala preboj embarga. Ena bolj
bolj fuknenih zadev je bila, ker smo policiste vprašali, pa te so bili na embargo listi. Sunijo je rekel, to je politična odločitev, pa mi to vemo. Sprav, policisti se sami javljajo, da embargo za njih pa ne velja. No, to je lep primer, kako deluje vladavina prava za prave ljudi. Ne? Gospod Kaloh, vi ste se pa soočili v primeru Kangler, kako deluje vladavina prava za ne prave ljudi. Ja, zdaj, res, kako bi rekel, živem, ekspresivnem sogovorcu Radotu, mi smo tu na Štajerskem, ne? Kakšne profane besede v tem kontekstu dejansko poživijo na takšno zasedbo, ne? Smo jih tu na Štajerskem navajeni, če te že kdo potrobi od zadnjim, včasih kaj takega, recimo, ne? Tudi rečeš, da smo kar navajeni na to, pa se pravi, ne glede na to, da gre zelo resne teme, je včasih, ne, mogoče, ker sem več takim okroglim mizam prisostoval, da malo razbiješ to, ko rado rekel, monotonijo, oziroma komorno vzdušje je fajn, da popestrinja se zaprkrat nasmejali, kar je super, ker danes včasih so zadeve toliko bizarne, da že res pravi komično vse skupaj, ne. Kaj se pa tiče Jože vprašanja, zdaj, vladavina prava v osnovnih gabaritih seveda pomeni, da smo vsi enaki pred zakonom, ne, da ti pravni okviri točno vemo, ne, kak ravnati, na kak način ravnati, in pa seveda ni prvo pa drugo razrednih državljanov, ne, ter seveda, da imamo sodišča, ki sodijo zakonito in ki seveda, ne, so tam tudi zakoniti sodniki. Zdaj pridem na to preiskovalko, ki sem jo vodil, bi rekel takole, zdaj nekaj časa, s par mesecev se našo sodstvo smeši, če ne že kar samo sebe žali, ne, z tem, da tam sediš eno na vrhovnem sodišču, en sodnik, ki se tiče Branko Masleša, gospod še vedno ni zadovoljivo pojasnil svojih izobrazbenih referenc. Mi smo večkrat imeli politične intervencije v državnem zboru, celo eno zelo odmevno sejo, na kateri tudi sedal vrhovni sodnik Jan Zobec, kjer je dejansko povedal, ne, da če še je bila tista njegova diploma, pa tudi smo videli 3 verzije v medijih, ne, z žigom, brez žiga, z različnimi fondi in tako dalje. Zdaj, kaj se tiče pravosodnega izpita, pa de facto na osnovi tega ni mogel postati sodnik, ker takratna zakonodaja republiška, ne, ni enostavno nadaljevala, če si v Bosni naredil pravosodni izpit, da si potem lahko postal tu zakoniti sodnik Slovenije. To Masleša ni nikoli, on je sicer pokazal tisti pravosodni izpit, ampak dejansko 7 judikatov obstaja vrhovnega sodišča, ker eksplicitno piše, ne, da z pravosodnimi izpiti pridobljenimi v drugih bivših republikah, se pravi Jugoslavije, ne moreš niti biti, se pravi, odvetnik, ne moreš niti pravnem pomoči. Na vrhovnem sodišču imamo bizarno situacijo, da Branko Masleša pa celo sodi tam, ne, tako da je to zatečeno stanje se odprej poslej moglo presega ta gordijski vozil, ker res zelo veliki črni madež meče na naše sodstvo, na celi pravosodni ekosistem, če želite, no. Zdaj, kaj se tiče, pa še ena mala opaska, tudi recimo predsedniki okrožnih sodišč, ne, sertikujejo v to notranjo neodvisnost sodnikov. Mi imamo na Ljubljanskem okrožnem sodišču recimo gospoda Marjana Pogačnika, kjer je v najmanj 2 primerih, ne, v primeru Zvezdana Radoniča, ne, kjer ga je seveda izvaja takšne pritiske, da je potem sodnik dejansko zapustil sodniško funkcijo, in pa v primeru sodnice Ane Testen, kjer je tudi, pazite, prej je Rado govoril o teh ustnih, ne, navodilih, tudi, pazite, zdaj, v sodobnem času predsednik okrožnega sodišča z ustnim dekretom pošlje sodnico Ano Testen iz njenega matičnega sodišča, se pravi Ljubljanskega okrožnega v Kamniško sodišče, kazensko, ker je pač tam tudi, da razsela veni, v senatu je bila kočljive zadeve, se pravi pritožbe na sodno preiskavo v zvezi z Juretom Jankovičem, ne, in tako je mogla popakati mizo in iti v Kamnik, sicer potem po intervenciji sodnega sveta se je nazaj vrnil, ampak Marjana Pogačnika se nič ni zgodilo, dobenega ni pozval k odstopu z mesta predsednika okrožnega sodišča, se pravi, teh stran poti še vedno zelo dosti. Ne, in če rečem, da so kulminirale v eni zadevi, ki vsi poznamo, se pravi s tem nesrečnimi 24 padnimi zadevami Franca Kanglerja, jaz sem potem rekel nasledstvo te preiskovalke, tako Knaus dobil potem, ko je kolega Mahnič šel v KPV, kabinet predsednika vlade, sicer mi da seveda z gospodom Kanglerjem se poznamo kot Mariborčana, ne, tudi vrsto let že, no,
In mene je to na nek način in kot pravnika iz obče-človeškega vidika dejansko prizadelo, ker sem sam, kot sem rekel, na take primere hišnih preiskav, pa tudi nekih sojenj, ki so se potem seveda potem končale v mojo prid, da te vrsto let vlačijo po sodnih klopeh brez vsakršnih, a pa zelo vprašljivih dokazov, kršijo procesne predpise. Recimo, najbolj banalen primer je bil, ko je hišna preiskava tu pri Kanglerju bila končana, so potem brez nove odredbe se še vrnili po tisto famozno hišo, ptičjo hišico in tako dalje, ker zdaj nekako tu že ponarodela zadeva, ko Kangler je to omeni. Potem pa seveda vrsto zadev, ki so se po tej poti zgodile, v končni fazi potem tudi z preiskavo, kjer smo dokazali, da je prihajalo do vrsto kršitev, tudi mariborski sodnik recimo podpisal tam prisluhe in jih potem vedno znova podaljšal, ker 8-krat ne. In potem je preiskovalna komisija na osnovi vsega tega zbranega materiala na 135 straneh napisala res eno polnokrvno poročilo. Prej je rado omenjal Stuška, celo iz odvetniške pisarne Stušek smo imeli zunanjo sodelavko, Valerijo Stušek, se pravi, da je poročilo je stalo, da bolj ne bi moglo stati, na osnovi tega smo sprejeli res dobre sklepe, na kateri bi potem tudi zakonodajo spreminjali, ker je zelo luknjičasto v nekih zadevah, ne vem, od prič na hišnih preiskavah, še dan danes, če boste imeli, upam, da ne hišno preiskavo, v 90% je Marjan Fank rekel, da še vedno policaji pripeljajo svoje priče zraven. Če si pravno zaveščen, seveda boš rekel, ne, gospodi policaji, počakajte, jaz si bom vzel svoji dve priči, da bosta meni pravno varnost zagotavljala, ne vam, ampak to se niti pri Kanglerju ni zgodilo, niti pri kom drugem, se pravi, so imeli policisti svoje priče zraven, od tega naravnega sodnika, ki se ni pri Kanglerju skoraj nikoli zgodil, vedno je bil nekdo tu, ki je na nek način sodeloval z policisti, tako drugače so prav čakali na dotičnega sodnika, da so potem njemu prenesli zadeve, ki jih je potem dalje procesiral. Tako da v novem mandatu, ki ga bomo imeli, ne glede na to, da poročilo zaradi bolezni nekaj poslancev, 4 so umanjkali zaradi korone, ni bilo sprejeto, ampak to nima nobene veze v kontekstu tega, da bomo potem v novem mandatu par teh zakonodajnih sprememb nujno sprejeli, da bo res slehernikom med nami, se pravi, Franc Kangler je bil pač tu tisti, ki je zaštrljal iz tega, bili so se pa tudi drugi tukaj, ki se je tudi naredila takšna in drugačna škoda, da bomo toliko spremenili zakonodajo, da bo pravna varnost od predkazenskih postopkov po vsej vzročni verigi, od policije, tožilstva, sodstva taka, da dejansko takih kalvarij, recimo, ki jih je Kangler doživel, ne bo nikomor potrebno iti čez tu trnovo pot, ker vendarle po ustavi ne bi imeli pravno državo, v tem primeru Kanglerja žal temu ni bilo tako, tako da ta zgodba se bo čez spremembo zakonodaje še v drugem mandatu definitivno nadaljevala. Hvala. Zdaj pa imamo še malo časa za kakšno vprašanje ali kakšen komentar od vas, ker zelo zaželeno bi bilo, da bi kdo kaj vprašal, pa tudi pokomentiral, preden povsem zaključno. Jaz se pišem Franc Murec, iz te, ker sem tukaj en primer od Udbe. Mojega očeta je Udba ubila še 58 leta. Gospod od demokracije je moj članek objavil 62 let, po 62 letih sem prišel do pravic oziroma do resnice. Sam sem se boril, vendar še vedno ne vem, kaj v arhivih piše o Udbi. Organiziral je ta umor Ertl. Prihajal je 58 leta v Radgonu, jaz sem iz tistih krajev, in on je organiziral. Ni on bil morilec, 3 drugi so bili, vendar je pa on organiziral. In moram povedati, mi smo eno takšno malo kmetijo imeli, oče je bil predsednik vaškega odbora Socialistične zveze, ni pa hotel stopiti v partijo. In samo zaradi tega, pa ker je bil predolg jezik, mislim, da je bil on krščanski socialist,
bil je na prvem kongresu Civilne fronte 45 leta in mislim, da je nekatere zadeve on poznal. In takrat so ga ubili, ga omamili, so ga počakali in ga v neko zajetje vode potisnili. Rekli so, da se je utopil in drugi dan so zastrupili psa, naslednji dan vse 3 svinje, koliko smo imeli, in obe kravi, ki smo imeli. Vse zastrupili, mi smo bili tam okrog največje reveže, dobesedno berače. Sam sem doživljal to kalvarijo. In te posledice smo mi, otroci, imeli. Nismo se mogli šolati naprej, vse posod so se vrata zaprli. In to ne bi želel nobene mi privoščiti. Zadevo sem predal na komisijo za popravo krivic in sem dobil status političnega zapornika. Zapravi, zadeve so resnične, bi pa zanimivo verjetno bilo to do potankosti raziskati. Oprostite, kako ste rekli priimek? Mulec. Oče se piše Mulec. Mulec Leopold je on bil, ja. To zadevo, ker nekaj tudi pišem knjige, sem bil na Nova 24 po vaši zaslugi tam in na tisti oddaji beremo, tako ste vi bili tudi. A ste bil že v arhivu Slovenije? Ne, te zadeve jaz tam ne poznam. Zelo preprosto. Ne znam se, kako bi rekel, ne znajdem se tam. Gre se tja, ali pa lahko tudi po internetu pošljete zaprosilo, če obstaja dosje vašega očeta. Ja. In se izkažete kot sin, ne? In potem, če obstaja vas obvestili, boste prišli tja in boste to prefotografirali. Samo moram vam reči, da je zelo majhno upanje, da je ta dosje ostal. Dosti je zraven tega kar precej še zgodb, žalostnih zgodb, kaj vse smo mi doživljali otroci potem, tudi pri vojakih in tako naprej. Srečo sem imel, da sem ostal živ na albanski meji. Hvala. Ja, lepo prav. Moje ime je Marko Rems, prihajam iz Dupleka. Pri nas imamo enega člana odbora, starejši gospod z ženo skupaj, sta v vojski Jugoslovanske ljudske armade izgubila sina. Dejansko ubili so ga. Pripada ima neka odškodnina takrat, ki se to letno plačuje, ne? In po osamosvojitvi je pač prevzela to obrambno ministrstvo. Ne? Zakaj vemo te zgodbe nekaj, ker sem pač urejal, zdaj jaz zanimal te neke zadeve, ker se je račun nekaj ukinil, pa ta odškodnina za njih prihaja na ta račun, tisti stari, ker je bil zaprt, ljudje se ne znajdejo, internetno niso pismeni, najgledaj sem to jasno. No in naj povem, ne, da pač, jaz vem, da nisem star Slovenija, da to ni, da nosimo breme te jugoslovanskih scenerij, ki so se dogajali takrat istim časom, ne. Ampak gospa za pokojnega sina dobiva 30 evrov, mož, to se pravi oče, od tega pokojnega sina do 15 evrov. To je odškodnina, ki jo dobivate za smrt sina za časa LA, ki ga plačuje v upravno ministrstvo naše. Ne. Jaz mislim, da je to kljub temu vsemu skupaj, lahko rečemo, zelo sramotno, takšen znesek. Mislim, to je bil sin edinec. Nimata mata sicer ščerko, ni ščerko, njegovo ščerko, ki je pač predno je šel vojsko, je pač imel otroka. On to ščerka je že sicer v Avstriji, ampak mislim, da je to sramotno, da so take zneske ljudje, ki pač nimata nekih pokojnin, on ima nekaj malega, ona sploh nima domene pokojnine, imata majhno kmetijo, s katero se pač preživljata. Gospod je pri svojih letih, koliko je star, blizu 80, že, vse ne vem, v gozdu podira drevje še sam, to vlači na kup za pojava in tako naprej, tako da je v dobri kondiciji, ampak jaz mislim, da je pač na tem področju nekaj se lahko moralo narediti, da bi te ljudi neko dostojno delo to
Marko, če dovoliš, se strinjam, mizerni znesek za tako bolečino, ne, definitivno na kakem, ne vem, forumu oziroma kako drugače, bom jaz to pač kot koalicijski poslanec iznesel, ne bom povedal, tako da njega verjetno predejo ni ubila Udba, ampak verjetno kakšen tam nacionalistov, ne vem pač kdo. Ampak kaj se pa tiče te mizerije, v smislu, koliko staršev dobivata, bom pa jaz, imaš mojo besedo, bom vprašal pristojne. Za konec pa bi vprašal še gospoda Kaloha, glede na to, da je poslanec, glede na to, da kandidira za poslanca v novem sklicu državnega zbora, da poda eno zelo kratko oceno, kaj je storila ta desnosredinska vlada in zakaj je pomembno, da se to delo nadaljuje. Ja, Jože, hvala za to zaključno pa zelo pomembno vprašanje. Zdaj, mi gremo na te volitve z enim čudovitim logotipom Satija, ne. Čebele so marljive, nosijo skupaj ta svoj med, so sinonim za to, kako naj bi tudi človeška družba funkcionirala, se pravi, za skupno dobro, da tudi potem naši potomci v teh sadov dela nekaj imeli. Zdaj, ta vlada, ne glede na to, da se praktično od začetka, ne, se pravi, marca 2020, ko je prejšnji, res zelo nesposoben predsednik vlade Marjan Šarec napustil ne samo skladišča, ne, začetne preme prazna, ampak tudi brez vsakršnih idej, brez vsakršnih prebojev, ne, na tistih področjih, ko bi jih res nujno rabili, tako da ta vlada ne samo, da se je sprejela 10 PKP-ov, ne, teh protikoronskih paketov, s katerimi smo res celi paleti, ne, prebivalstva pomagali, tudi gospodarstva, da je v tem hudem epidemiološkem času preživelo in vidimo, da smo celo imeli tudi gospodarsko rast, ne, to pomeni, da imamo res učinkovito, operativno vlado, se pravi posadka, ki je izkušena, naš predsednik je že tretjič premenjen, še bo tudi četrtič po aprilskih volitvah, zdaj za ta naš mariborski domicil, pa gledajte, jaz pravim, ni da ni, to mi tudi priznavajo politični konkurenti v mestu, pravijo Dejan, z enim bivšim poslancem SD-a se srečujem pred šolo, ker skupaj vozimo otroke, pravijo, gledaj, kaj ti pa res moram priznati, pa nas vse veste, ne, SD nas nima nekaj preveč rad, ker so pač ponosni nasledniki, ne, za ZK-ja, pa mi vse v končni fazi lahko povem, gre za Matevža Frangeža, bivšega poslanca, pa pravi, gledaj, tudi pa moram priznati, ko so vaše vlade, ne, na vlasti naredijo precej več kot mi, se pravi, to je samo pač za tak rok, ne, Matevž bi bil verjetno jezen, če bi šel s tem na televizijo, ampak to je tudi oni, ne, konkurenca nam priznava res to učinkovitost, pa decentralizacijo v praksi. Zdaj, samo par projektov, ne, ki so bili realizirani, ne, od centra Rotovš, kjer je naš Vasko Simoniti, se pravi Ministrstvo za kulturo, premaknilo polovico tega zneska 12,5 milijonov evrov, potem strani šolskega ministrstva za obnovo dvorane Tabor, kjer bo drugo leto olimpijski festival te mladine, ne, za obnovo je tudi nekaj milijonov prišlo. Vse druge infrastrukturne zadeve, predvsem v našem UKC Mariboru, ne, 50 milijonov evrov za novo infekcijsko kliniko, ko bi šli za tola pokažljivskih sredstev, selitev ključnega oddelka matične enote, ko se bo naredila negovalna bolnišnica, že vse priznana sredstva z REACT-EU sklada. Tako da ta vlada je res delala za ta Maribor, sem res izjemno ponosen, da sem imel ta privilegij, da sem lahko bil v tem mandatu, ne, polovico sem bil opozicijski poslanec, polovico pa koalicijski in vidim, kakšna razlika je, ne. Bil predsednik vlade tukaj, ne, na vladnem obisku, sem ga spremljal do par mariborskih podjetij, še prej sem bila na mestni občini Maribor, pri županu Arsenoviču. Strašno se tudi vidim, občutek imam, da se tudi za to našo štajersko metropolo strašno, ne, vlada taka tudi trudi. Kaj se pa tiče drugih projektov, ne, od obnove sinagoge, vzhodne fasade Mariborskega gradu, teh projektov, jaz mislim, da gre v desetine, ki jih je Maribor v teh kratkih 2 letih dobili, to je res neverjetno, koliko smo lahko dosegli, če seveda vlada ima posadko, ki se sede na ministrski stol, pa dejansko lahko že drugi dan dela. Ne. Pri Šarcu je bilo ravno obratno, diametralno nasprotno, tam so se lovili, ne, spomnimo se recimo Bandelija, ne, mislim, najslabši minister v vse zgodovini Slovenije in tako dalje, ta posadka pa res gre za izkušene može in žene in temu primerno so tudi rezultati v Mariboru. Tako da, zdaj, čez 2 meseca so praktično že volitve pred vrati, tako sem rekel, ne,
sploh ne dvomim, da bomo še dosegli eno veličastno zmago, potem tudi sestavili novo vlado, še novim zmagam naproti. S čisto v koncu še, ravno zdaj kot predsednik Mariborskega odbora sem za sodelavci z gospodom Šabedrom in ostalimi zadolžen, da popolnimo te volilne odbore. Tako da bolj spoštovani pri Rujni kapljici v ozadju, vas prosim, ki biste pač pripravljeni, je v bistvu takšno soglasje, se pravi, da bi pristopili k delu volilnim odborom, vam bomo zelo hvaležni. Rabimo seveda, kako bi rekel, ljudi, ki so v dobri kondiciji sedeti tistih 6-7 ur, do polka pa popolne, da vas res lepo prosim, če kdo pripravljen od sopotnikov naših to soglasje podpisati, da popolnimo te volilne odbore. Jaz še vam enkrat kot predsednik Mariborskega odbora, kot aktualni poslanec Državnega zbora zahvaljujem za to številno udeležbo, hkrati pa, ker dejansko avtorja, ima sta res, bi rekel, to je top of the top, kaj se tiče publicističnega čtiva v smislu preučevanja UDBE, teh stranpoti, kot smo slišali, tudi jaz, sicer imam soprogo zelo veliko knjižno maro, pa nekaj knjig teh nimam, čeprav jih imam dosti seveda, ker sem tudi na nek način knjižni mol, bom tudi z veseljem kupil, tako da, kaj se pa tiče, Jože, boš verjetno pol še ti povedal v zvezi z knjigami, pol na koncu, tako da z moje strani je to vse, še enkrat res hvala lepa, pa se še pol podružimo, da nas pol tako letimo svojim obveznostim, čeprav imamo še vsi otroke dati spat, ne vem kaj, še take, tako da ste pol lepo vabljeni. Še enkrat hvala za vašo prisotnost. Hvala tudi z moje strani in v imenu demokracije. Dragi vsi, ki ste prišli, res še enkrat hvala, da ste se zbrali v takem lepem številu. Hvala gledalcem in gledalkam, ki so nas spremljali v neposrednem prenosu. Predvsem pa hvala našim gostom tukaj. Z nami so nocoj bili gospod Igor Omerza, gospod Rado Pezder, in gospod Dejan.